Dobrodošli, pozdravljeni vsi. Jaz sem Eva Južna, z mano je Primož Obrč in danes imamo v naši družbi zelo uspešnega podjetnika, znanstvenika in direktorja ter tudi lastnika podjetja Debesoft, dr. Jure Knez. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste z nami. Živjo. Danes smo želeli z vami spregovoriti majčkeno o podjetništvu, pa uspehu v podjetništvu, pa bi mogoče vas kar takoj vprašal, kaj so lastnosti ali pa znanja, ki jih mora imeti nek podjetnik ali pa nekdo, ki se s tem ukvarja? Ja, jaz mislim, da po vseh teh letih dela v Debesoftu, pa tudi v Katapultu, kjer sem srečal kar lepo število mladih podjetnikov, se mi zdi, da je ena osnovna lastnost, ki jo mora imeti podjetnik, je neka pozitivna strast oziroma neka pozitivna norost, ki te v bistvu nekako vodi skozi življenje, ki ti pomaga, da premagaš tudi težave, ki se na podjetniški poti, na vsaki podjetniški poti pojavijo. Tako da se mi zdi, da je sam mindset najprej potreben. Potem so pa lastnosti, potem so pa znanja, ki jih mora podjetnik imeti, ki se z leti zagotovo spreminjajo. Na začetku podjetniške poti je zagotovo pomembno tisto tehnično znanje, domensko znanje, pač na katerem področju delaš. No, v naslednjih letih pa je zelo pomembno znanje vodenja ekipe. Torej, da znaš motivirati sodelavce, partnerje, konec koncev tudi stranke, tako da v bistvu se mi zdi, da nekako je potrebno se zavedati svojih dobrih lastnosti, pa tudi svojih slabosti, ne. In je treba v ekipo podjetja nekako znati vključiti ljudi, ki so na določenih področjih boljši kot si ti, da v bistvu lahko podjetje celovito opravlja svoje poslanstvo. Kje pa se mi naučimo teh znanj? Se pravi, ne vem, ogromno nekih mehkih veščin, ki jih tudi potrebujemo, kot ste omenili, za sodelovanje in za to, pa tudi teh tehničnih, strokovnih stvari. Kje se tega največ naučimo, po vašem mnenju? Ali pa kje ste se vi tega največ naučili? Ja, zdaj tako, ne. Jaz mislim, da šole dajejo tisto osnovno znanje, da je v tistem času, ko sem jaz začel, smo se morali te stvari naučiti iz knjig, iz prakse, iz ogromno storjenih napak. No, kar se pa v zadnjem času mi v bistvu nekako razvijamo, je pa izobraževanje v Katapultu, ki ga imenujemo Mozaik podjetnosti, kjer v bistvu nekako poskušamo tem našim startupom dati neko enotno znanje pa izkušnje, ki smo jih pridobili v teh letih. Tako da začne se z razvojem podjetne miselnosti, čisto za začetek, potem razvojem ekipe, vodenje poslovanja, potem razvoj in proizvodnja izdelkov, pa potem še prodaja in marketing. Se mi zdi, da te stvari, če vzamemo čisto specifično prodajo in marketing, je to ena stvar, ki se v Sloveniji ne uči v šolah. Uči se recimo marketing, ampak tiste gole prodaje, ena na ena, ne. To je pa znanje, ki ga nekako smo na naših predavanjih smo nekako ga okarakterizirali kot igranje klavirja, ne. Da lahko tudi rečeš zelo enostavno, jaz pa prodajati ne znam, ne. Jaz sem tudi tehnik, pač imam doktorat iz strojništva, ne, tako da prodaja mi je bila španska vas, ne. Ampak po drugi strani, tako kot igranje klavirja, je tudi prodaja ena stvar, kjer je potrebno nekaj določenega osnovnega znanja, potrebuješ dobre mentorje, potrebuješ se naučiti
trike prodaje, potem pa leta in leta vaje, da se potem pride do nekega nivoja in je zelo prehiter zaključek, da to pa že ni za mene, mi v Sloveniji pa nismo prodajalci, mogoče Primorci so dobri, ne, ampak ostali pa malo slabši, ne, ampak to ni res, ne, vsak se lahko prodaje nauči, ampak je potrebno pač vlagati v to, ne. Tako da, ja, to so pač tista znanja, veščine, ki se jih z leti pridobiva, je pa tukaj tudi ena sreča, ne, da v bistvu tudi razvoj podjetja običajno ni izredno strm, traja nekaj časa, tako da lahko se podjetnik teh znanj tudi z leti priuči, pa z veliko prakse. Povedali ste, da v šoli se tega ne učimo, pač to je res, ampak a se vam zdi, da bi bilo to potrebno, da se v šoli učimo, da bi mogoče mogel biti kakšen poseben predmet na to snov, ali je bolj kot ne odvisno od posameznika in od samo aktualizacije, kako naj temu? Ja, govori specifično od prodaje najbrž, ne? Prodaja, podjetništvo, tudi neke take mehke veščine, ne, kako voditi ekipo, kako motivirati ljudi, vse to, ne? Ja, jaz mislim, da so ta znanja izredno pomembna, ne. Vse to, kar se zdaj omenila, ne, je taka osnova v življenju, ne. Vzemimo recimo prodajo, ne. Lahko kdo reče, jaz pa že ne bom prodajal, jaz sem pa na takem mestu, kjer tega ne potrebujem, ne. Ampak vsi prodajamo, ne. Tudi ko iščemo življenjskega sopotnika, ne, je potrebno prodati sebe, ne. Tudi kakor se kakšen projekt naredi, ali pa kakor recimo, ne, moja ta prva prodaja, ne, zares, ne, je bila, ko sem svoji ženi razložil, da bomo imeli podjetje, ne, in se je lepo vprašal, ne, a veš, jaz lahko grem v redno službo, ne, bom delal 8 ur, ne, ali pa imamo podjetje, kjer bo dela več, ne, ampak so potem tudi rezultati lahko veliko boljši, ne vem, če bojo, ne, ampak lahko pa so, ne. In potem je moja žena rekla, no, pa naredimo podjetje, ne, in zdaj mene že 20 let ta pogovor rešuje, kadar je dela ogromno, ne. In na ta način, ne, se mi zdi, da je neka življenjska filozofija, ne, da tudi če eden dela v enem oddelku v podjetju, ne, zmeraj mora, ne vem, prodati sebe, mora prodati ideje svojim sodelavcem in tako naprej, ne. Tako da vsak v resnici nekaj prodaja, ne. In se mi zdi, da tako znanje je dobro imeti, ne. In tukaj mi v bistvu zaradi tega, ker v Sloveniji je zelo redko, da se s tem res ukvarja, ne, mi smo dobili mentorje iz Amerike, ne, in je res, so res triki, je res tukaj ogromno znanja, ki ga je potrebno usvojiti, zato da si lahko na tem področju uspešen. Kar se tiče pa podjetnosti, ne, pa je zadeva podobna, ne, ker mislim, da je treba ločiti, ne. Ena stvar je podjetništvo, druga stvar je pa podjetnost, ne. In podjetnost je nekaj, kar se pri nas ima še tak, kako bi rekel, dvomljiv sloves, ne. Če rečeš, da je nekdo podjeten v javni upravi, to pomeni, da mogoče dobiva kakšen denar na črno, ne, vsak pomisli najprej na to, ne, ampak v bistvu biti podjeten v podjetju je pa recimo pri nas zelo pozitivno in zelo zaželjeno, ne, ker jaz v firmi, ki ima 250 ljudi, ne more biti samo eden v njej podjeten, ne, ampak mora biti celotna infrastruktura podjetja pripravljena na tak način, da vzpodbuja podjetnost znotraj podjetja, ne. In zato se mi zdi tudi eno tako generalno znanje, ki je potrebno v šoli, da dejansko vzgojimo ta mindset, ta način razmišljanja v ljudeh, da je to pozitivno in da je to tudi nujno potrebno, zato da lahko dejansko delamo izdelke, ki imajo dovolj visoko dodano vrednost. Jaz sem se hotel še malo navezati, prej, ko smo govorili o podjetništvu, pa mene zelo zanima, recimo, kje vi, ali pa, ker poleg tega, da imate firmo, imate še ogromno enih projektov, pomagate startupom in tako, ampak
kje vi najdete te ideje, oziroma kje podjetnik najde neko poslovno idejo, kako on gleda na svet. Recimo, ta stvar me moti, to stvar lahko spremenim. Ali kako? Ja, običajno so dva osnovna vira generacije idej. Ne? In sicer ena stvar je, ki izhaja najbrž iz nekega osebnega razmišljanja, da se neka ideja, poslovna ideja na začetku poti, da se rodi. Ne? Recimo bom primer povedal Chipola, ko delate Bluetooth trackerje, zato da se najdeš ključe, psa, otroka, se ni važno, ampak ideja je prišla iz tega, ki je eden konstantno izgubil ključe od ekipe, od tistih fantov, ki so skupaj hodili v šolo. Ne. Pa so rekli, zdaj tu letimo pa rešili. In z tega so naredili posel. Moja osnovna ideja za merilno opremo je prišla zgolj iz potrebe. Jaz sem opravljal meritve, tehnične, na velikih turbostrojih in sem videl, da enostavno ni neke opreme, ki je bila primerna za tehnika, za strojnika, da bi opravljal svoje delo na enostaven način, in iz tega ven se je potem rodila ta ideja, ampak potem drug izredno pomemben steber so pa stranke. Ti moraš strankam že v začetni fazi, ko se ideja rodi, nekako imamo zdaj res to ideologijo tudi znotraj Devsofta, pa vsakem tu predlagam self first, ti, ko imaš neko idejo, naredi ta prvi nek opis, evo tale produkt pa probi prodati 5 strankam, pa ne imam boš prodal vse. Prodaj tu res tistem, ko bo rekli, ja, jaz bom pa res dal, ne vem, XY evrov za tale produkt ali pa za tole storitev. In potem na osnovi tega feedbacka ti v bistvu lahko razvijaš. Po tolikih letih dela z najbolj eminentnimi strankami v vesoljski industriji, v avtomobilski industriji, se včasih pošalim, da sploh nič nismo več inovativni, da samo poslušamo, kaj stranke želijo, inovativni pa smo prav gotovo v načinu, kako to naredimo. In potem nekako razlaga čez leta, moja je taka, da imaš ti v bistvu inovacije, ki prihajajo z trga, ki prihajajo kot potreba strank, potem imaš pa ti inovacije, ki so tehnološke, ki nikoli ne bi prišle iz trga, zaradi tega, ker ti tehnološko veš, kako lahko komponente daš skupaj, pa kako lahko na nek inovativen nov način zadostiš zahtevam, ki v bistvu stranke niti ne vejo, da jih imajo. Dober primer je pametni telefon. Nobena stranka v tistem času, ko smo imeli stare mobi regle, ni prišla na idejo, da bi imela telefon brez tipkovnice. Ampak zdaj jih pa imamo, zdaj imamo samo take telefone, ampak tu je bila tehnološka inovacija, ker je en vedel, da se da skupaj sestaviti komponente, da naredi nov inovativni izdelek. Ok, super. Kam pa polka imamo neko idejo? Recimo, se izmislimo neko idejo, zdi se nam dober, prijatelje poprašamo, recimo za neko aplikacijo, program, kam lahko migramo, ne vem, jaz sem star 17, Eva isto, ali si že 18, Eva? 17. Ok, in kam gremo recimo pol naprej? Pa vem, da smo zdaj še mladi, ampak recimo katapult ste že preomenjali, je eno od variant. Kaj so še? Ja, jaz mislim, da v tem času, pa tu so idealne leta, jaz nisem začel nič kasneje delati, sicer Devsoft je bil potem narejen, prej sem imel svoje SP, ampak v današnjem času imate ogromno različnih opcij, pa v bistvu infrastruktura je zelo dobro postavljena za pomoč idejam. Katapult je del že tega, da je bila edina stvar. Zdaj lahko primerjamo 20 let nazaj, ali pa 25 let nazaj, ko ni bilo še ne interneta, ne mobitela, mislim, v praktični uporabi, ko je bilo, da so bili časi res čisto drugačni. Danes imate pa vse, in od Kickstarterjev naprej, do crowdfundinga, do investicijskih skladov, kar se tiče financiranja, kar se tiče pomoči. Jaz mislim, da v vsakem večjem mestu obstaja kakšen tak hub, kjer se lahko
ne vem, podjetništvo je še kar tako nekako prevzeto, da moraš biti majčkeno nor, ne. Ampak vsaj, da imaš okolje, kjer so podobno nori, ne, je že tu nekaj, ne, ki pomaga, ne. Tako da mislim, da tudi kar se tiče katapulta, ne, pa ta izobraževanja, ki jih imamo, pa potem naprej mentoriranja, smo imeli zelo en primer Kresničko Fler, ne, ki jo dela fant, ki je, mislim, da je zdaj 19 let star, kako začel je pa par let nazaj, ne, v vaših letih, ne, ampak dejansko je tu nekaj najlepšega, kar lahko recimo jaz osebno vidim, ne. Zaradi tega, ker tako, če tuktaš iz svoje strani, ne, pa res lahko rečeš, ko smo mi počeli, ne, ampak vidi mlade, kakor imajo podobno strast, pa zagon, pa neko idejo, ne, pa živijo dneve in noči samo za to, ne, tu je res nekaj najlepšega, ne, in tu je tisti driver, kakor se mi zdi, da že po kratkem pogovoru lahko vidiš, ali bo neka ideja uspela ali ne. Zaradi tega, ker za vsako idejo, za vsakim podjetjem dejansko stoji podjetnik ali pa skupina, ali pa manjša skupina ljudi, ki zadevo nekako pelje naprej, ne. In potem, kakor greš v svet, pa vidiš ogromna podjetja, veliko večja, kakor je recimo naše, ne, vidiš, da je zadeva ista, ne. Čist isto je, ne. In tudi za ogromnimi korporacijami običajno stoji en človek, ki zadevo pelje naprej, ali pa manjša skupina ljudi, no, da ne bom pretiraval, ne. Ampak običajno je eden, ne. Mislim, recimo, dam primer, sem bil v SpaceX-i v Seattli, in potem smo se malo pogovarjali od projekta, ne, pa čisto od vodenja, ne, in pol prav mož, ne, in pol pač zaradi tega, ker ima mož več podjetij, ne, enkrat, dvakrat na let pride Elon Musk, ne, v firmo, ne, pa mu ljudje predstavijo pač, kaj počnejo, ne, pa gre po firmi, pa reče, tole morate spremeniti, tole morate dodati, in potem začnejo tuhtati, pa samo vse prav, ne. In potem zadeva, ne vem, na tak način grejo naprej, ne. Tako da dejansko se mi zdi, da je res tisti mindset je prvi, ki ga je potrebno sam pri sebi nekako sebe vprašati, ne, ali sem pripravljen res v bistvu življenje posvetiti neki taki ideji, ne. In potem je to osnova, na osnovi katere pripravite tisto prvi opis ideje, potem pa lahko izkoristite dejansko vso infrastrukturo, ki je na voljo, vključno s katapultom. Tako da, ja, dobrodošli vsekakor. Jaz sem tudi malo bolj iz tistih koncev, mi Zagorja drugače. Mogoče se ne sliši pa na glas, ampak upam, da se kaj oglasim daj. Lej, dobrodošli vsi, prav gotovo. Mene še nekaj zanima tukaj, ne? Rekli ste tale mindset pozitiven, sploh pa strast do dela. Kako, ampak definitivno ni samo to, kar naredi uspešnega podjetnika oziroma nekoga, ki mogoče bo uspel. Kako pa mogoče vi to prepoznate v teh mladih podjetnikih, ki pridejo do vas? V katerem vidite potencial? Zakaj? Ja, jaz mislim, da je predvsem to, ne. Sej v bistvu zdaj mi imamo nek lijak narejen, znotraj katerega je najprej ta razvoj podjetne miselnosti, razvoj poslovne ideje, da se pride do enega piča, ne. Kratka predstavitev ideje je bistvena, ne. Da ti znaš ali potencialnim, ne vem, investitorjem ali partnerjem ali pa konec koncev stranki, ne, imaš ti zelo omejeno časa, da mu predstaviš neko idejo, ne. In potem je v bistvu ena stvar je tista ideja, zaradi tega, ker prav gotovo uspeh podjetja je odvisno od tega, kakšno idejo ima podjetnik, ne. Zaradi tega, ker potem tu ocenjuješ na več različnih načinov, ne. Na samo inovativnost, na stanje na trgu,
ker v bistvu v Sloveniji bomo zelo težko imeli poslovno idejo, ko bomo rekli, Kitajci delajo tule pa tule, mi bi naredili pa isto, sam cnej. To bo zelo težko šlo. Ne. Tako da mora biti neka dodana vrednost, ne, ali v obliki tega, da je ena stvar lokalna, ali v obliki tega, da je inovativna, da je nova, da je drugačna. Ampak še bolj kot to je pa pomembna ekipa. Ne? Da ti rečeš, da bomo mi to idejo spravili v realnost, da bomo spravili do strank, da bomo naredili z tega uspešno, imamo pa ekipa ljudi, ki se stavlja iz vseh tistih, ki so pomembni za to, da se lahko ta ideja resnično rodi. In to je bolj važno. Ne? Zaradi tega, ker smo videli znotraj Katapulta tudi to, da so bile določene ideje, vse pri startupih je jasno, ne? Nekaj startupov bo uspelo res na veliko, nekaj bo uspelo na majhni skali, ne? Ampak ni to nič narobe, nekaj bo pa tudi propadlo. Ne? To je dejstvo. Ne? In potem smo videli, da znotraj enega tazga lonca, kot je Katapult, da je večina tistih, tudi ki jim ni uspelo, ne, je najdlo v nekem drugem podjetju svoje mesto in taki ljudje so izjemno, ali pa v nekem drugem startupu, ne, v neki drugi ideji, ne, so se pač reformirali, regrupirali in so začeli nekaj drugega delati. Ne. In taki ljudje so dejansko najboljši, ne, zaradi tega, ker sami vejo, koliko težko je prodati, koliko težko je prodreti na trg, pa v bistvu lahko običajno, ne, zelo dobro vodijo neko ekipo znotraj večjega podjetja. Ne. Tako da to, da se ena ideja poskusi, pa na kakršenkoli izhod je iz tega. Ne. Tudi če ideja propade, ne, se mi zdi, da je pa to ena taka dobra, kako bi rekel, dobra šola za življenje, mogoče veliko boljša, kot katerokoli predavanje boste poslušali v prihodnosti. Ne. In tu se moramo v Sloveniji šele naučiti, ne, da neuspeh je samo pot do uspeha, pa da tu ni nič narobe. Ne. In mislim, da ko nas vprašajo Katapulti, ne, novinarji, ne, koliko podjetij pa propadli, ne, sploh ni važno, ne, oziroma tisto, ki so propadli, pogledajte, ko se je s tistimi ljudmi naredili, kako pomembni so zdaj na drugih delovnih mestih, v drugih podjetjih ali pa v drugem startupu. Ne. In ta pot se mi zdi, da je tako. Ne vem, jaz nikoli ne bi zamenil, ne, po teh 20 letih, da bi rekel, če bi takrat nekoga smo se z mojo ženo pogovorili, ne, da bi šel nekam delati, ne, jaz bi trpel, ne, jaz nikoli ne bi šel nazaj, pa bi karkoli spremenil. Ne. Tako da je določeno zadovoljstvo tudi v tem. Se pravi, tudi treba biti pogumen pa reči, zdaj gremo to, mogoče ne, ne z glavo čez zid, ne smislo, ampak še vse in biti pogumen pa tvegati, ne. Ja, če si take sorte oseba, ne, moraš biti tudi mal tak, ne, jaz to nekako primerjam z akrobatskim pa s potniškim letalom, ne, v katerega bi se raje usedel, ne. Potniško letalo je namenjeno, da gre od točke A do točke B, ne? In tudi v firmi nucaš ljudi, ki so radi piloti potniških letal, ne? Zaradi tega, da ti opravijo določena dela po določenem zaporedju. Ne? Rabiš pa v podjetju tudi akrobate, ne? Take, ki zmeraj preizkušajo meje, ne? Ker akrobatski pilot ni tak, da bi šel tudi z glavo skozi zid, pa ne bi dolgo cajta živel. Ne? Ampak je vsak manever stukaj premišljen, je pa želja zmeraj biti na meji, pa mečkim čez mejo, pa pol se rešiš, ne, pa probaš še enkrat. Ne. Ampak to je, če si akrobat, ne, potem podjetniška pot zagotovo zelo, kako bi rekel, zanimiva, rewarding. Ne. Gospod, ki pa vi vidite vašo firmo čez 10 let, recimo, to je tako dosti težko vprašanje, ampak mi, naše društvo, bom tako rekla, se zelo osredotoča na prihodnost, pa me najprej zanima, kje se vi vidite, potem pa kje nas vidite, tako nas mlade, ki bomo takrat pa že ne toliko mladi, bolj odrasli in tudi na nekih položajih. Nagovor neumnosti, čez 10 let bo še vedno zelo mlada.
Ampak ja, v bistvu, ne, ko se mi pogovarjamo o prihodnosti, imamo v resnici narejen 100-letni načrt, ne, to je tisto, kar bi nekako moral ostati, ne, to je ta kodeks, osnova etično-moralnih norm, potem imamo narejene 5-letne načrte, ki je želimo biti čez 5 let v glavnem tehnološko, ne, pa tudi pač poslovno, potem imamo pa narejene letne načrte, ki so pa bolj podrobni, kaj v bistvu podjetje v naslednjem letu bo delalo. In v bistvu, če tako gledam, ne, si še vedno želimo nekako res strankam ponuditi vrhunsko tehnologijo. To je osnova delovanja, ne. Kaj moramo narediti, da stranke nas še vedno prepoznale kot res tisto top shit inovativno podjetje, pri katerem zmeraj dobiš nekaj, kar pri ostalih ne. To je naš 10-letni plan in zmeraj smo na osnovi tega plana, da smo res poslušali stranke, njihove želje, pa da smo res poskušali iz tehnologije, kar najboljš tem željam ugoditi. Smo tudi v letošnjem letu, recimo, bomo rasli 20%, ne, kar ni normalno za naš trg, ne. So podjetja v naši branži, ki zelo trpijo, so podjetja, ki recimo stagnirajo, ne. Tako da je zelo redka so podjetja, ki tako rastejo, ampak je tu res na osnovi tistega srža našega dela tehnologije, ne. Tako da v naslednjih 10 letih bomo poskušali počasi, čedalje večji segment področja našega dela v bistvu strankam ponujati. Tako da bomo počasi širili naš prodajni program s stvarmi, ki jih še jih recimo iste pa podobne stranke potrebujejo. Naslednji del vprašanja, ne, kaj vidim pa vas, ne. Zdaj, če gledaš zgodovino Slovenije v času po osamosvojitvi, ne, smo nekako mi začeli z nule, ne, pa smo prišli do enega določenega nivoja, ne, in zdaj jaz računam na vas, ne, da boste naredili še bistveno več, kot smo naredili mi. Evo. Verjamete, da smo zmožni tega? Kako? Če verjamete, da smo zmožni tega? Vsekakor. Brez dvoma. Jaz bi še vprašal, če lahko, mogoče 2-3 take nasvete, ki jih date lahko danes mladim, kaj naj že danes naredijo, če želijo biti v 2050 uspešni? Ali pa kaj lahko zdaj naredijo, če želijo biti v 2050 uspešni? Ja, jaz mislim, da je ena izmed ključnih stvari je znanje, ne. Znanje je bistveno, ne, in tu, ne vem, se mi zdi, da v teh letih, ker ste pol na fakulteti, ne, se mi zdi ključno, da se preizkušate tudi v praksi, ne. Ena stvar je teoretično znanje, ko prideš pa poslušaš, ne vem kako se bo to odločil naprej, ampak recimo matematika, ne, značilen primer. Ko bom pa jaz tule rabil, ne, v prihodnosti, ne, ampak pa začneš stvari delati, ne, pa vidiš, shit, ne, tule pa res uporabno, ne, ampak mogoče, da vidiš tisto uporabno vrednost, ne, je vredno že v času študija se preizkušati v idejah, poskušati delati, ne, pa če bi si izbral pa eno stvar, ne, ki bi jo nekako priporočil, ne, je pa to, da se fokusirate na tista stvar, v kateri res uživate, ne. Zaradi tega, ker če ti ena stvar strast, če ti ena stvar passion, ne, saj ni važno, ne, saj tudi v podjetju pridejo res slabi trenutki, ne, pa zgubiš, pa podli z 100 ljudi, 100 problemov, ne, in tako naprej, ne. Ampak če res rad delaš na tisto stvar, ki jo počneš, ne, podli ne boš obupal, ne, potli je to, boš premagal vse tiste ovire, ne, in če ti rečeš, ne, tale stvar mi sicer ni tako fajn, ne, ampak mogoče dobra ideja, pa bom se zdaj fokusiral, pa čez 5 let, pa zato, da bom čez 5 let firmo prodal, pa šel na Maldive, ne, živeti, ne vem, če je vreden tudi začeti, ne, čeprav imam primere, ker so tudi to tako naredili, ne, ampak ne vem, no, moja filozofija je drugačna, ne, moja filozofija je bolj
taka trajnostna, ne, da tudi recimo, ko mene ne bo več, ne, si res želim, da bi bila firma v rokah tistih, ki bojo kreirali njeno usodo v prihodnosti. Ne. Zdaj, če bo to ratalo, ne bo. Ne. Drugo vprašanje, ne, ampak vsaj truditi se je potrebno v to smer. Čisto na kratko še za konec eno vprašanje. Kaj je najboljša stvar, ki jo imate v življenju? Najboljša stvar, na katero ste, ne vem, najbolj ponosni? Lahko sta tudi 2, 3 ali pa... Ja, veš kaj? Ja. Najlepša stvar, ki je potrebno imeti v življenju, je ljubezen. Jaz mislim, da lahko končamo. Najlepša hvala, ker ste bili naš gost. Meni je bilo zelo zanimivo, ko bi se ful še rad pogovarjal z vami, ampak žal nam malo cajta zmanjkuje. Tako da, če boste še kdaj za kakšen pogovor, vas z veseljem spet povabimo. No, zmenjeno, ni problema. Tako da. Ja, pa srečno, ne? Ja, to je to. Živijo.